Lepo zdrav in pa dobrodošli nazaj v moj vlog. Odločil sem se, da vam majčkeno pokažem update garaže. Zdaj, če še nisi videl prejšnjega vloga, ko smo naredili epoksi v moji garaži, ti priporočam, da si ga ogledaš. Pokazali smo vse postopke, ki so bili potrebni za nanos epoksija v moji garaži in ja, res sem zelo zadovoljen z rezultatom. Nisem se pa bal, da pri tem ustavil. No, in zdaj vam bom pokazal, kako garaža izgleda danes. Evo ga, a ga vidiš? Kva je lep, sicer je že malo umazan, valjda, pa tudi tale črn posip se mi zdi, da je super atom. No, zdaj si pa pojmo pogledat, kako izgleda cela garaža v epoksiju. Evo ga, ni epoksija, je pa polivinil. Poglej, kako me ta grdo gleda, pa čakaj, ja, pa sej bova šla en krog, no. Sam boš mogel pazati na grafike, nič novo šla na tla, veš. V glavnem, kaj je fora, da sem vas takole prilisičil? Ja, ko sem vedel, koliko lep poden imam, sem rekel, dajmo pa še stene zrihtati, da bo res vse v nulo. Kdaj pa bi, če ne zdaj? Preden bom vse začel nazaj noter razlagati, koliko kar jaz hočem. Tako da ja, odločil sem se, da kakšno stvar pokitam, pa da preštrihamo vse skupino. Prejšnjo soboto sem v bistvu nabral ekipco, mislim, da nas je bilo ene 6 in že kmalu, ko smo začeli, sem videl, šment, to pa danes najbrž ne bomo pobelili. Čeprav sem valjda mislil, da bo vse fertik v enem dnevu. Pa ne sem to, med tednom smo se dobili pol še v torek, mislim, da smo bili 3, pa smo neki mučkali tukaj le ene 3 ure. Še v četrtek, ko moj brat prišel, pa smo spet 3 ure berili popoldne. In guess what? Še zmer nismo se zrihtali. Pač res je dosti kvadratov, problem je tudi ta višina. In ja, se bo, počas. Preden smo začeli bel, smo šli najprej vse skupaj čez z emulzijo, tako da ne bi se barva majčkeno bolj prijemala, ampak po nekaterih mestih bo treba iti še kakšen nanos čez. Do zdaj smo porabili 3 hoboke bele barve, tukaj je šampovan 4, tukaj noter je pa še siva barva, 7001, katero bomo pa spet v bistvu takole linijo naredili, pa jo bomo dol pobarvali. Na koncu bo prišlo majčkeno svetlej, ampak bo ista barva, kakor je barva epoksija. Se pravi, RAL 7001 je v bistvu takale siva. In pol se mi bo v bistvu epoksi lepo z barvo prikrival do semle gor. Cokel je bil pa narejen z epoksijem, tukaj 10 centi, tako da gor bo pa se pravi ta siva pralna barva. Zdaj ne vem, kako se bo dobro videlo, ampak lej, a vidiš, takole lahko ga drgneš, pa se kar ne prime, ne vem, kva je tam toliko mastno ali kva je bila fora. Pa na večjih mestih sem šel že 2-krat, ampak lej, tam so še zmerili se, na primer, ali pa tukaj se ful vidi, pa vem, da sem drgnil ka norc. Ja, ne vem, še bo treba. Tukaj imamo 4-metrski pa 3-metrski teleskop, s katerim si pomagamo, ampak najbolj nam pa prav pride tale mašina, lej, stari. Največja ironija je ta, da sem jaz tega viličarja hotel že 100-krat prodati. Ampak v zadnjem letu mi je pa tokrat prišel prav, da mi ni bilo treba fehtati kogarkoli. Že za flat, ko sem se ga lotil lansko leto, sem gor dobil hladilnik, pa celo sedežno. Mislim, da je to to. Kako ne veš, kako? Po štengah ne bi šla, ko imamo tako zavite štenge in se ne bi tam zalomilno. Tako da tale viličar me je kar rešil zadnje leto. No in zdaj nam ta mašina pa še pomaga beliti tole garažo. Sicer, ko se farba, strop, mora biti zmeraj 2, se pravi, eden mora biti spodaj, da upravlja viličarja, en je pa tukaj v boksu. Zdaj ne vem, če se ti sanja, od česa je tale boks, ampak lej, ti bom razložil takoj. Najprej smo mislili, da bomo imeli pač neko paleto in bomo, ne vem, nekako naredili neko ograjco. Pole pa moj tast le pogledal malo okoli garaže in je najdel eno zelo zanimivo zadevo in se spomnil briljantne ideje. Tisti boks je bil v bistvu od tegale AW zaščita, ki ga imamo še čisto malo noter. In Jože je to videl in rekel, kaj pa če bi to odšrafala, pa vrževa AW van in je to, ne, se ne rabimo matrati. Pač ful iznajdljiva, pa ful bolj varna, 100-krat bolj varna opcija, kakor tisto, kar smo mi mislili narediti. Tole sva sicer še na vsaki strani dobro pregurtnala in čez v bistvu. Tu pa zato, da se slučajno ta boks ne zapele, ker na tem dvorišču zunaj smo že imeli en primer, ker se nam je v bistvu paleta prevrnila čez. Te levilce so malo stare, niso več tako zanesljive, najbrž še kakšna kriva in pač ja, tista paleta je takrat pala direkt na bratov avto. Tako da zdaj pa sploh ne bi bilo dobro, če bi bil tle noter en človek in da bi to zgrmel na tla. Moraš vedeti, da je tale garaža visoka več kot 5 metrov in ko padeš iz take višine, je že kar problem, ne. Tako da ja, evo, nekaj je že pofarban, nekaj nam še fali. Največ časa vzame glih pač ta stropa, ne. Plus najmanj 2 morata biti,
ki se s tem ukvarjate. Ne? Tukaj spodaj bom že jaz potegnil ta trak, pa to sam prebaral, to ni problema, ampak za gor pa zmeraj rabim enega. Zdaj pa nekdo prišel. Glejte, ko ima Zala. Zala ima keš. Kaj ne smem kazati? Zala je tudi pomagala beliti. Imate tudi vi kakšen komentar na beljenje garaže? Kakšen komentar pa naj dam na beljenje garaže? Definitivno še ni končano, še enkrat bo treba pobeliti. Vsaj še enkrat. Še enkrat zihar, ja. Dobro, drugače sem šel tudi že kakšne 2 roki tukaj le nekaj čistne. Zgleda. Hvala, lahko pa še ti probaš. Evo nas, mislim, da smo ready. Še v prvo damo in je to. Let's go. Vroče je, ampak zdaj na motorčku bo pa pasal. Ja, predvsej boljš, sem da malo piha okoli tebe. Upam, da se dobro, vidimo, da se dobro slišimo. Tukaj le imamo spredaj Insta 360, na čeladi imam Action 5Go DJI-ja. Mislim, da se nam obeta en lep izlet. A kam se odpravljamo? Ja, zdaj le gremo proti Preboldu. Kaj hodi, če bomo delali v Preboldu? Snemali bomo vsebine za TikTok profil Zelene doline. In glede na to, da je tak lep dan, sem se odločil, da grem kar z motorjem. Že prejšnjič sem šel z motorjem, tako da danes sem ponovimo vajo. Sem rekel, da pa še jaz užgem kamere med samo potjo. Promet je zanimiva stvar, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, kaj vidiš in tako naprej, tako da zakaj pa ne? Jaz sem rođen, da mi bude lepo, živ. Malo bomo še ogreli te gume. To sem zdaj rekel, kada ne vem kva polagam s tem motorjem, daleč od tega. Še zmeraj se imam za neizkušenega voznika. Pa tudi nevarno je, ker si skozi pomagam z nogo, tako pri motokrosu. Gledam ovinek naprej, nogo stegnem in nekako probam začutiti, koliko imam še lufta. Sam ne vem, če je to najbolj pametno. Enostavno bi bolj mogel zaupati motorju. Po mojem bi bilo dobro, da grem čim prej na varno vožnjo. V vsakem primeru moram to enkrat zelo v kratkem opraviti. Tam pa ti inštruktori najbrž tudi dobro pokažejo vse te tehnike in kaj motor zmore in kaj ne in kje so neki limiti in tako. Take stvari je treba probavati na poligonu, ne na cestne. Ok, tale bo zavil desno, jaz bom tole sem takole izkoristil. Ok, konec naselja. Ene 2 nižje, lahko bi šel še eno nižji. Sicer drugega mikrofončka nimam nekje zadaj, da bi se slišal motor pa pospeševanje. Čez nekaj sem mogel zapeljati in mi je sprednji kolo kar dvigal. Evo, takole si dam nogico in zdaj vem, ok, toklega lahko. Ampak mogel bi še telo dati najbrž spredaj, ne na to stran, ki ga dajem. Nice. Zdaj 4 pa 2. En starejši par, tako bom rekel, izgledala sta res sproščena, zadovoljna življenjem in je take stvari res lepo videti, kako folk uživa. Pa se mi tudi uživamo, se furamo na motorju, valjda. Evo, še novinek, ko smo pri gradu Bognšperk in na srečo gre golf tukaj le desno. Hvala lepa, ali se mi bo umaknil, se mi bo. Hvala, care sem jo omaknil. Tukaj le bi bil edin luft za prehitati, ampak pole pa tukaj je sonca, priješ v senco in ovinek hiter na levo. Ta situacija mi enkrat že ni bila všeč in sem točno vedel, da tukaj le se ni zahecati na tem delu ceste. Pač tudi oči so navajene sonca, veš, prideš v senco, rabijo kakšno sekundo oči, da se spet navadijo in pa imaš kakšno malo slabšo lego na cesti, z druge strani prije neko vozilo, ovinek je v levo in je malo smotana situacija za reagirati. Pa tudi, če bi prehiteval, bi dosegel neko hitrost, ko jo moraš pa tudi prilagoditi temu ovinku kar hiter, ampak ja, dobro je, nima veze, to smo dali mim in zdravo živijo motoristi. Mačkem bolj po notranji bi šel lahko, ne? Poglej si tu, ma kakšen mur je, poglej, ovinek, šikance, serpentine, kapelca na ovinku, to je to, se pokrižamo, gremo naprej. Moja mukica je moja ljubica, ti hojlarija, hojlarampa, ljubčka mi ne da, telim 2 pa nisem čist nič fauš. In omejitev 50. Avto, ustavi se, dobro je. Pa drugač, kaj vi, folk, bi se pa žilo hrstegnu. Gospa Tjaša je praznovala 40 let, vse najboljše Tjaša. Kaj tu znamo Slovenci feštati, ne, to je pa noro. Vozi počasi Abraham v vasi. Tukaj lepo zavijemo desno, gremo desno.
Sorry, guci, ki te užemam, ampak... Ja, lahko bi šel mimo enega, dveh, lahko bi, ja. Imamo zdaj luft, imamo luft, pogledamo nazaj, ni nobenega. Okej. Polno črto ignorirajte. Evo, tukaj je črtka bila, tako da sem šel lahko noter. Jo, mama, ne gledati na telefon. Kar na cesto gledati, kar na cesto. Folk dela svašta, stari. Medvarno, svašta. Še en, ki mu nisem fauš. Dobar dan. Dobar dan, BMW. Kaj dela Pix napira tukaj na tleh? Povej. Jaz res ne razumem folka, ki meče stvari iz avta v naravo. Mislim, grozno. O tem vam govorim, o tem. Folk prehiteva v res zanimivih situacijah, res. In mogoče, če je vozilo iz nasprotne smeri ne bi zaviralo, bi se končalo z nezgodo. Majčken zraka bi se lahko nadihal. Pa da se malo v oči pogledamo, ne. Je pa ta kolesar na pločniku, ne. Joj, ne smem čez kolesare govoriti. Me boste spet pojedli v komentarjih. Mark, pa se tudi ti delaš prekrške. Kako pa dober zvok. Ne vem, če vi slište, ampak mi ni žal, da sem šel za njem. Pa kako je tle 40. Ta dovinek v levo je kar, ne, hočemo peska. Pozna se, da je bil deževje včeraj, pozna se. Gremo, da strtrum, pum. Zdaj je neki lufta, sem, kaj ne vidim, kaj je tamle levo. Kamikaze. Pa spet boste rekli, spet čez kolesarjo govoriš. In zdaj smo že v občini Prebold, ampak zdaj se bomo spuščali dol. Hrib je zmel Brlušnako v dolino. Je bila pa tlele najbrž zelo dobra cesta pred leti za motoriste. Še zmer je lušna, ampak tako. Ki je bila pa nova cesta, je bila pa najbrž kar majka. Ta ovinek je lep, ta ovinek je res lep. Zdravo fantje, živijo. Evo, ta je bila Prebold. Ne vem pa, kaj bo naslednji kader. Dober dan. Živijo. Takole, vidite, draga družba, pa smo zmagali. Smo nazaj na motorju, majčkeno sem že lačen. Na srečo mi je Zala že skuhala, tako da komaj čakam, da tudi kaj pametnega pojem doma. Kje je pa ta pripelal? Povejte mi, kje je ta pripelal? Pa to je noro, stari moj, to je noro. In zaradi takih stvari hočem snemati vsak kilometer na motorju ali pa v avtu. Kaj je to s folkom? Kaj je to folku delal v glav, stari moj? Mater me je razburil, res me je razburil. V bistvu sem prvič iz tačkami šel po tleh. Od tega še nisem naredil in to se mi je zdaj prvič zgodil. In sem prav slišal tak. Ampak najbrž imajo moje tačke glih s tem namenom to špičko, da ka podrajsam, da me opozori, koliko sem pri tleh. Tako da mislim, da sem ga v tem odseku zdajle najbolj nagnil do zdaj nasploh. Poglej oldtimerje. To čutim, da sem najbrž držal balanco kamutov, pa šal to, ker mačkam sem dobil fucking garam pampa. Moram malo dihati, malo sem pozabil dihati. Sam gas, foter, sam gas. To je to. Dobro je. To pa šlo kar za Švica, ki se čez pesek z motorjem zapele. Pa če nisi na krosi, seveda. Zdaj sem pa tale ustavil, pa bomo dali mikrofonček zadaj v torbo. Bomo videli, če bo kje razlike, ki se bo slišal zvok motorja od unije. Oziroma bomo sploh videli, če se bo slišal. Najdete moram tole torbico, to je to. Da vidimo, če bo kaj s tem zvokom ali na nič. Vroče mi je, kot pri norcih. Pred se boli, sem da speleš. Presežem. Prav za Švico sem. Neki imamo nosku. Dobar, no, kaj moram vsak jašek povoziti. Tale je pa zelo veselo pokazal in pozdravil. Stegno roko. Zelena za v desno. Let's go. Da, se je ustavil, vse je. Ok. Zdaj pa poslušajte zvok, če se kaj sliši. Ja. Meni ima tale guzica kar lep zvok, ki jo prviješ na visoke obrate. Poglej to, naravo, voda. Tale 360 mi je nehala delati. SD card full, ja.
Dobro, bom dal drugo kartico noter. Voham čevape, fak, res sem že lačen. Zdaj pa uživanci v teh ovinkih, let's go. Spet sem slišal tačko, ja, bravo. Spet pa ti, jaz sem pa iz Sobrač. Zelo zoprna cesta, polno enih flik. Zdajle, bo pa tako pasal ti slepiščanček v omaki, kaj bi vi vedeli. Enač, draga družba, hvala, ker ste bili z mano v tej vožnji. Upam, da vam je bil ta vlog všeč in se vidimo naslednjič. Pa dober tek, čole zdajle bo pa res pasalo, noro. Imam tačko dol, imam, evo nas.